V zadnjih tednih prevladuje predvsem ena tema, to je Hrvaška. Tukaj se je vlada najprej na začetku mandata zaletela z nerazumnimi pogoji za blokado. S tem je zaigrala ključen slovenski adut v pogajanjih s Hrvaško, vsaj začasno. Nekar je navrat na nos in to brez posvetovanja z opozicijo ali širšo strokovno javnostjo podpisala sporazum, ki daje vtis, kot da je Slovenija tista, ki se jim mudi in da mora zaradi tega sprejeti nerazumno in nepremo sorazmerno tveganje. Seveda je ta situacija, kljub temu, da se v medijskem prostoru zakriva, očitno oziroma je očitna zagatna. Vlada zdaj tava in išče neke rešitve za olajšanje te svoje politične situacije. Pravzaprav vsak dan slišimo kakšno novo idejo. Najprej to, da je za ratifikacijo tega arbitražnega sporazuma, čeprav govori o vitalnem slovenskem strateškem interesu, se pravi o določitvi meje, dovolj navadna večina, na kar se vlada odloči, oziroma se odloča, da bo sporazum poslala samo v presojo ustavnemu sodišču. To običajno naredi tisti, ki dvomi v sporazum, če so ga pač podpisali in naj stojijo za tem. Verjetno so prepričani, da je ustaven. No in nazadnje smo doživeli še predlog za posvetovalni referendum. Ta predlog je smiseln, še posebej glede na to, da se vlada pred podpisom sporazuma ni posvetovala ne z opozicijo, ne z širšo strokovno javnostjo, skratka ni imela nobene širše podpore. Pred podpisom sporazuma, če bi se takrat vlada pač na posvetovalnem referendumu posvetovala z ljudstvom, bi to seveda sprožilo tudi strokovno debato, tudi opozicija je bila vključena in bil ta problem rešen. Vendar se to ni zgodilo, vlada je sporazum podpisala, vladna koalicija je dala pozitivno soglasje, s tem smo že na neki točki prevzeli določeno tveganje proti mednarodni skupnosti. In seveda zdaj sledi postopek ratifikacije oziroma uveljavitve tega sporazuma, kjer je na koncu lahko po slovenskem ustavnem redu tudi naknadni zakonodajni referendum. Vendar se je vlada odločila, da bo še prej, preden bo tudi vladna koalicija s formalnim glasovanjem v Državnem zboru prevzela odgovornost za to besedilo, razpisala posvetovalni referendum, ki zakonodajno oziroma formalno Državnega zbora in vlade ne veže. Seveda je vsak referendum, tudi posvetovalni, vseeno močna politična zaveza in z tega vidika, ko gre za politično raven, bi lahko rekli, da bi to lahko bila dokončna odločitev, za katero se pričakuje, da bo tudi vlada spoštovala in tudi danes je vladna koalicija takšne obljube dala na tiskovni konferenci. Vendar je problem nastal v tem, ko je vladna koalicija kot vprašanje z obrazložitvijo za ta posvetovalni referendum vložila besedilo, ki zavaja. Odločanje o tem besedilu seveda ne bo korektno odločanje o tem, kar je zapisano v predlogu tega arbitražnega sporazuma. Če ste prebrali to vprašanje, vidite, da vladna koalicija želi vprašati ljudstvo, ali se strinja z ratifikacijo sporazuma o reševanju menjega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, ki med drugim prinaša. Problem je beseda, oziroma besedna zveza med drugim. Če bo vprašanje oblikovano tako, s to obrazložitvijo, kot je zdaj vloženo, seveda volivci ne bodo vprašani po celotni vsebini sporazuma. Manjkata dve ključni točki v tem besedilu, in sicer prvič, da se predlaga arbitraže, da se meja med državama določi samo po mednarodnem pravu. Te besede v vprašanju sploh ni. In drugič,
Manjka časovnica, ki je tukaj izjemno pomembno element, kajti v besedilu ne piše, da arbitraža nima roka in ne piše, da se bo začela šele takrat, ko bo Hrvaška že podpisala pristopno pogodbo z Evropsko unijo. S tem seveda vladna koalicija tvega neverodostojno odločeno, tvega tudi lastno neverodostojnost. Korekten posvetovalni referendum bi moral biti po vsebini namreč popolnoma enak kot naknadni zakonodajni referendum. Ljudem je treba postaviti vprašanje, ali so za to, da se ratificira zakon o arbitražnem sporazumu in potem se navede cel sporazum. Čim uporabiš besedo med drugim, potem lahko seveda arbitrarno izbereš tisto, kar vladi odgovarja v tem sporazumu, in to je tudi naredil. Takšen referendum seveda ne bo verodostojen in vlada tvega, da tudi v primeru, če bi bil rezultat pozitiven, to ni konec referendumske zgodbe. Zato je super, da bo vladna koalicija v tej proceduri v državnem zboru, preden državni zbor spiše referendum, dopolnila to referendumsko vprašanje tako, da bo korektno, da bo v njem celotna vsebina sporazuma, ne pa samo tiste točke, ki jih lahko vladna stran uporabi kot propagandno gradivo za prepričevanje, da je ta sporazum dober.